Lep pozdrav. Nestrankarska ljudska lista Gibanje Zdrava družba je udeleženka letošnjih državnozborskih volitev in danes imamo drugo novinarsko konferenco na temo jedrska ali obnovljiva energetska vizija Slovenije do leta 2050. V našem volilnem programu Nestrankarske ljudske liste ima področje varovanja okolja in pa energetske neodvisnosti prednostno nalogo. Zato smo se odločili, da to temo, ki je zelo aktualna, tudi v javnosti, tudi v času volitev, tudi predstavimo naša stališča do problematike jedrske varnosti, predvsem pa do problemov, ki spremlja morebitno gradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem. Mi smo danes na novinarsko konferenco povabili gospoda Matjaža Valenčiča, neodvisnega energetskega strokovnjaka, ki bo podal tudi uvod v temo. Na novinarski konferenci bodo sodelovali še profesor dr. Leo Šešerko, prvi podpredsednik slovenske vlade in pa poznavalec jedrske varnosti v Sloveniji. Dr. Šešerko, lep pozdrav. Magister Gregor Kos, ki je koordinator Gibanja Zdrava družba in kandidat tudi v 4. volilni enoti, in pa Robi Majnik, kandidat v 1. volilni enoti, energetski strokovnjak, ki bo tudi organiziral znotraj Gibanja Zdrava družba za naše liste tudi posvet 19. aprila, o tem bo povedal tudi več. In moje ime je pa Karel Lipič, sem vodja volilnega štaba in pa kandidat v 7. volilni enoti, obenem se pa tudi predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, nevladne okoljske organizacije, ki na področju jedrske varnosti oziroma jedrske energije deluje že 30 let. Tako da lep pozdrav vsem skupaj in da bi kar začeli, bi jaz za uvod prosil Matjaža Valenčiča, ki je tudi naš strokovnjak, zunanji član, da uvod v to zelo zanimivo temo. Kot boste videli, je naš pogled Nestrankarske ljudske liste drugačen kot večina političnih strank, ki letos sodeluje na volitvah. Vse parlamentarne stranke podpirajo gradnjo drugega bloka, mi pa imamo tudi seveda drugačno mnenje, oziroma strokovne argumente, zakaj imamo pomisleke na to, oziroma zelo različno tudi gledamo na razvoj energetske vizije Slovenije. Tako da ne bi tu sam dajal posebnih uvodov, jaz se bom pozneje tudi vključil v razpravo, bi prosil najprej Matjaža Valenčiča, da nam poda zelo zanimivo temo. Lepo hvala za ta uvod. Jaz bi pozdravil vse prisotne in se zahvaljujem Nestrankarski ljudski listi za povabilo. Današnja tema je jedrska ali obnovljiva, se pravi, treba je dati alternativo eni, se pravi, ne biti proti, a priori proti. Ampak povedati, s čim lahko gremo. Izhodišča so analiza sedanjega stanja, kje smo, kam gremo, obveze do zmanjšanja rabe energije, zmanjšanja ogljičnega odtisa, možnost rabe obnovljivih virov, možnost rabe jedrske energije in kaj to pomeni, se pravi odlaganja jedrskih odpadkov, referendum o energiji, o energetski oskrbi, to je stvar, ki je povsem prezrta in če bojo kakšne vprašanja, bom vesel, da bo še ali zdaj ali kasneje. Najprej bi začel dosti udarno, oblegajo nas jedrske laži. Prejšnji teden, oziroma 29.3.22, so po televiziji RTV Slovenija v oddaji Odmevi najavili, nuklearna elektrarna Krško oskrbuje Slovenijo s približno 40% vse potrebne energije. To je velika laž. Nuklearna elektrarna Krško oskrbuje Slovenijo s približno 5,3% energije. Med 5,3 in 40 je pa ogromna razlika. Zahteval sem popravek te navedbe na RTV-ju in MOL vse pove. Raba energije v Sloveniji je, to so javno dostopni podatki, žal pa so predstavljeni na nejasne načine, se pravi z zavajanjem, z nepojasnimi
statističnimi omejitvami, z različnimi metodologijami. Energijo se predstavlja v kilovatnih urah, v džulih, v ton ekvivalentov nafte in tako da dejansko slehernik, ki so mu te podatke namenjeni, se ne znajde. Končna raba energije leta 20, za 21 podatkov, leta 20 je bila 57,03 teravatne ure. Naftni proizvodi so bili 26 teravatnih ur, elektrika 13, od teh 13 je NEK 3,0 teravatne ure. 3,0 od 57 je 5,2%, v letu 20, ko je bilo za jedrsko energijo dobro leto. Obnovljivi viri 7,6 teravatne ure, to je dvakrat več kot NEK, več kot dvakrat več, se pravi, drva dajo več energije kot jedrska elektrarna, to se moramo zapomniti, in zemeljski plin 6,96 oziroma 7 teravatnih ur, tudi dvakrat več kot NEK. Po strukturi rabe je pa največ energije se porabi v prometu, okoli 35% oziroma 18 teravatnih ur, drugi je industrija, predelava, gradbeništvo, tretji je gospodinjstvo in potem so naprej pa kmetijstvo in tako naprej. Grožnje, da bo električni avto, elektrifikacija prometa, da to zahteva nove elektrarne, je spet ena jedrska laž. Če imamo v Sloveniji milijon avtomobilov in vsak naredi 40 km na dan, po 15 kWh na 100 km je to 6 GWh na dan. To je toliko elektrike, kot bi jo ustvarile hidroelektrarne po noč, ko teče voda čez jezove, da bi tako dali skozi turbine. Tako da dejansko elektrifikacija ne bi bistveno povečala rabe elektrike, res pa je, da bi zmanjšala rabo energije. Električni avto porabi 5-krat manj energije kot fosilni. Se pravi, samo prehod iz fosilnih na elektriko zmanjša rabo energije. Prehod je enostaven in ne stane nič, se pravi, življenjska doba avta, rečemo, če je 10 let, vsi, ki kupijo nov avto, če bi kupili električen avto, se pravi, samo druga naložba, bi v 10 letih lahko večino voznega parka, ne vse, ampak večino, šlo na elektriko. Podobno je s ureditvijo prometa v Ljubljano, se pripelje vsak dan 125.000 avtomobilov. Če bi bila garažne hiše v primestnih krajih, Grosuplje, Vrhnika, Medvoda, Domžale in od tam naprej brezplačen javni potniški promet, prijazen, urejen, bi teh 125.000 avtomobilov ostalo nekje drugje in bi bila Ljubljana sproščena. Tako pa gradijo še en vozni pas, da bojo zjutraj, ko je konica, avtomobili stali v 6 kolonah namesto v 4. Cena elektrike iz obnovljivih virov je bila pred 15 leti relativno draga. Tele je diagram in številke, koliko je bila cena elektrike iz sončnih elektrarn in iz jedrske energije leta 2009. Solarna je bila $360 in nuklearna je bila $123. Se pravi, leta 2009 je bila jedrska energija 3-krat cenejša od solarne. Po Fukushimi dodatnih varnostnih zahtevah je cena energije iz nukleark narasla, danes je cena energije elektrike iz nukleark $163. To je poročilo Lazarda. Solarna energija pa pada, vsako drugo leto se razpolovi proizvodna cena in danes je cena sončne energije $37 na megavatno uro. To so podatki za leto 20, no se to še malo nižje. Tako da dejansko sedaj, po podatkih leta 20, je sončna energija 4,5-krat cenejša od jedrske. V osrečni družbi, kamor gremo, imajo prednost obnovljivi viri energije. V totalitarnih družbah je ključna jedrska energija, v tržno usmerjenih so naftni derivati in v industrijskih družbah, to smo pa že prišli, je bil pa privilegiran premog. Tako da želja je trajnostna sonaravna družba.
Statistični zavod daje podatke, ki so točni, ampak jih je treba znati brati. Recimo, lani so domači viri energije zadoščali za 55% po podatku SURS, kar je spet ena laž. V domači energiji se šteje tudi jedrska. Vemo, da jedrska energija je okoli 5%, ne se pravi, ni bilo 55, ampak samo 50% domačih virov. Jedrska energija je statistično obravnavana kot domača, čeprav uran uvozimo, potem pol leta čaka v skladišču, da se udomači, da dobi državljansko pravico in potem se ga tretira kot domač energent. Več kot pol energije uvozimo in uvozna odvisnost je pošastna in če bomo šli na jedrsko energijo, več pomeni, da bomo še bolj uvozno odvisni. Sonce pa sije tam, sončna energija je pa domača. Čist planet za vse, to je evropska usmeritev, določa zmanjšanje porabe energije za polovico do leta 50. Če vemo, da Slovenija porabi na enoto družbenega proizvoda pol več energije kot povprečje Evrope, moramo mi zmanjšati več kot polovico do leta 50. Se pravi, od 57 teravatnih ur moramo zmanjšati na približno 25 teravatnih ur letno. Če bi zmanjševali po 2,5% letno, kar ni težko, se pravi, bi do leta 50 dosegli ta cilj, kasneje, ko bomo začeli zmanjševati rabo energije, težje bo to pot zmanjšanja. Pomembno pa je, da podnebne krize ne nadomestimo svojo krizo jedrskih odpadkov. Obnovljivi viri so nefosilni in nejedrski viri energije. Pri obnovljivih virih je treba uporabiti kombinacijo vseh obnovljivih virov, predelavo, hrambo, proizvodnjo sintetičnih plina in goriv in tako naprej. Vemo, da sonce po noči ne sije. Po noči so drugi viri. Pri prihodu na obnovljive vire je pa seveda še nekaj neznank, ampak te neznanke bojo rešene v času prihoda. Se pravi, neznanke so zlasti shranjevanje energije. Pred 10 leti je direktor Marjan Eberlin, se pravi direktor firme Plinovodi, povedal, kakšen je potencial rabe proizvodnje obnovljivih virov v Sloveniji. Ta potencial je okoli 16 teravatnih ur. Če se vzame polovično izkoristek pretvorbe plina v elektriko, je to 8 teravatnih ur elektrike iz obnovljivih virov letno. Nosilec tega energenta je lahko plinovod, se pravi, ne dodatno obremeniti omrežja, ampak uporabiti plinovod kot nosilec obnovljivih virov energije. Pol Slovenije je plinificirane in z lahkoto bi ta plin iz obnovljivih virov bil dobavljen na ta delež Slovenije. Poletne viške energije se ubrizga v plinovod in se jih pozimi uporablja. Retenzija plinovoda pri sintetičnem metanu je skoraj 1 leto. Možnost proizvodnje rabe obnovljivih virov je tudi plavajoče sončne elektrarne na zajezitvah hidroelektrarn, to je potencial 3,7 teravatnih ur, vodikova avtocesta, strehe stavb. V Sloveniji potencial je 27 teravatnih ur letno, samo strehe, ki gledajo proti jugu. 27 teravatnih ur, to je za 9 nukleark. Geotermalne elektrarne, hidroelektrarne, komunalne odpadke, bioplinarne, vse to so potenciali obnovljivih virov energije, ki so domači viri in so cenejši od tvegane nuklearke. Slovenija je lahko čez 10 let brez fosilne in jedrske energije zgolj z obnovljivimi viri. Kdo je prav, da se ne da, ne se umakne in ne da prostor sposobnim. Na Hrvaški imajo, recimo, kar velike geotermalne elektrarne, pred 4 leti so prvo odprli, zdaj gradijo že drugo pa tretjo, tako da Hrvaška je isti geotermalni prostor kot Slovenija. Jedrska energija, načelno ja, ampak kje? Ne na mojem dvorišču. Kje je moje dvorišče, NIMBY efekt,
je pa tle treba uporabiti, moje dvorišče je cel svet. Se pravi, jedrska energija, ja, na Soncu, to je zlivanje, fuzija, od tam pride energija na Zemljo in se jo prestreže kot sončno sevanje, ali pa fisija, cepitev v središču Zemlje. To je tisto, kar je naravni pojav in to ne ostane. Radioaktivnost je naravni pojav, na tega smo navajeni in nič narobe s tem. Umetna jedrska reakcija je pa hazard, ki ga človeštvo še ne obvlada, to zlasti pa ni urejeno odlaganje jedrskih odpadkov nikjer na svetu. Raba jedrske energije ni etična, zdaj, ko vemo, da se jedrskih odpadkov ne da odložiti. NEK ima redno obratovanje do leta 2023. Podaljšanje še ni potrjeno in morda bo izsiljeno. Odlaganje radioaktivnih odpadkov pa sploh še ni urejeno in Slovenija je ena redkih držav, pa edina, ki nima urejenega niti odlaganja nizko-srednje radioaktivnih odpadkov. Za odlagališče nizko-srednje je pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja se še ni začela, gradili se bo 4 leta, se pravi, v najboljšem primeru bo zgrajeno leta 2026, bi pa moralo biti zgrajeno leta 2013. 2023, to je naslednje leto, v obstoječih začasnih skladiščih ne bo več prostora za nizko-srednje radioaktivne odpadke, kam jih bojo takrat dal, ne vem. Hrvati bi morali svoj del odpadkov odpeljati do leta 2025, odpeljati, končano, pa še začeli niso in tudi ne vejo, kam bi dali, tako da dvom, da bojo sploh kaj vzeli. Odlagališča visokoradioaktivnih odpadkov ni, niti v planih, niti ni denarja za to, niti ni lokacije za to. In začasno skladišče je pa v gradnji, predvideno je za 60 let, ampak verjetno bojo pa to še izsiljevali. In naslednje, jedrska elektrarna 2, to ni drugi blok, to je JEK2, to je nova jedrska elektrarna, ima energetsko dovoljenje, ki je bilo pridobljeno brez pravne in strokovne podlage, se pravi izsiljeno in sedaj se nadaljuje postopek izsiljevanja. Možen začetek obratovanja pa tudi, če bi bilo vse v redu, je šele po letu 40. Kako do takrat zagotavljati energijo, pri tem, da se bo rabila energija tudi za proizvodnjo nove nuklearke, pa ne vem, kje je tukaj volja ljudstva, nihče ne vpraša. Pretvorba jedrske energije v toplotno je nizka, je 10%. Se pravi, manjše pretvorbe od te skoraj ne poznamo. Jedrska energija ogreva planet. 10% ogreva elektriko, 90% takoj v toploto, po reki Savi dol ali pa v zrak. Francozi so v Franciji ugotovili, da jedrska energija predstavlja pri njih tretjino vsega toplotnega onesnaženja. Jedrska energija je tretjino, pri tem, da proizvaja petino končne rabe energije. Tako da dejansko jedrska energija nadpovprečno segreva planet. Stvar je tudi dokaj logična. Atomčki, ki so v Zemlji skriti 5 milijard let, se zdaj razbijajo in oddajo energijo takoj. Namesto, da bi še 5 milijard let oddajali, oddajo energijo takoj in ta energija ostane na planetu. Jedrska energija ne more prispevati k reševanju podnebne krize, ker se prepočasno širi, je predraga in preveč tvegana. Še ena stvar je dosti zanimiva. NASA navaja, da je segrevanje planeta bilo v korelaciji s sončnim sevanjem do leta 50, po letu 50 pa je segrevanje planeta občutno poskočilo. Kaj se je zgodilo leta 50? Leta 1945 je bila prva jedrska eksplozija Trinity v Združenih državah Amerike in potem še 2 na Japonskem. Leta 50 so bile pa od takrat naprej pa jedrske eksplozije po celem svetu. Do leta 90, mislim, da je bilo 2020 jedrskih eksplozij in poleg tega je 500 delujočih jedrskih reaktorjev velikih in še kakšnih 1000-2000 malih jedrskih reaktorjev, ki delujejo ali ne, in vse to segreva planet. Tako da jedrska energija ne more biti energent, ki bi bil proti
klimatskim spremembam, ki bi reševal. Vprašanje je energetske in vojaške neodvisnosti. Jedrska energija ni domači energent, tehnologija, znanje in oprema je uvoženo, domače pa samo hladilna voda in prostor za odpadke. Se pravi, ločnice med civilno in vojaško rabo jedrske energije ni. Tipičen primer je Iran, pa tudi v drugih državah je podobno. Jedrsko gorivo je orožje. Prejšnji teden so prepeljali z letalom iz Rusije čez zaprt zračni prostor uran na Madžarsko. Pred 3 tedni so čez zaprt zračni prostor prepeljali iz Rusije uran na Slovaško. Tako da, zakaj sta Slovaška in Madžarska malo bolj prijazni glede te vojne v Ukrajini, se lahko mislimo. In nova spoznanja dokazujejo, da jedrska oborožitev ni porok za svetovni mir, temveč grožnja svetovnemu miru. Oskrba z energijo je preveč pomembna, da bi jo prepustili jedrskim strokovnjakom. Jedrski strokovnjaki so poklicani za to, da upravljajo jedrske objekte. Če vzamemo analogijo, strojevodja upravlja lokomotivo. Njegova naloga je, da lokomotivo varno pripelje iz ene postaje na drugo postajo. Če bi strojevodja čutil poslanstvo, da ureja državno prometno politiko, bi se mu malo smejali. Jedrskim strokovnjakom pa kar prepustimo, da upravljajo s energetsko politiko države. Jedrska energija ne povečuje zanesljivosti energetske oskrbe, ja, kadar deluje, kadar pa ne deluje, se ustavi velik objekt. Sončna elektrarna vztrajno dela, čez dan, po noč ne, vemo, imamo vremensko napoved za teden, 2, 3 naprej in točno vemo, kdaj bo sonce dalo energijo. Jedrska energija je preveč pomembna, da bi naskrivaj vstopila v slovenski gospodarski prostor, rabimo voljo ljudstva, ljudstvo rabi prave informacije. In zahtevamo varnost in varno odlaganje odpadkov brez kompromisov. Tale je diagram, ki kaže časovno, koliko časa traja remont v nuklearki. Leta 2019 je bil najkrajši remont, je bil ne vem koliko, manj kot 30 dni. In se je zgodil jedrski dogodek INES-1, se pravi, je bila jedrska varnost ogrožena. Nastal pa je zaradi jedrskih iger brez meja. Tekmovali so, ali lahko hitreje zamenjajo gorivo in so ga zamenjali na ceno varnosti. Ko smo jedrsko varnost, se pravi, Urad Republike Slovenije za jedrsko varnost opozorili na te jedrske igre, so odreagirali in zdaj zadnja menjava goriva je trajala 35 dni, kolikor je varno. Te jedrske igre brez meja so bile prikrite, nihče niti ga vedel, dogodek INES, ki bi moral biti, bi ga morali vsi časopisi sporočiti. Če beremo o dogodkih INES-0 na Finskem, bi morali brati tudi o dogodku INES-1 v Sloveniji. In zdaj jedrska energija ustvarja 5% elektrike in 95% problemov. Končal bi samo še z tako mislijo, kdaj je pravi trenutek za zaprtje jedrske elektrarne. Pravi trenutek je bil pred 40 leti, naslednji pravi trenutek je danes. Tako da, toliko v informacijo na predstavitvi so navedene viri, če bo koga zanimal, ne vpraša, ne pregleda vire in bom prav vesel, da se še o tem začnemo pogovarjati. Lepo hvala. Hvala Matjažu Valenčiču, neodvisnemu energetskemu strokovnjaku. Moram reči kot vodja volilnega štaba, da na današnjo drugo novinarsko konferenco smo povabili preko 30 medijev, žal nobenega od teh ni danes tu in to pomeni, da je ta vpliv jedrskega lobija tako močen, namreč po naših podatkih v zadnjih 2 letih je jedrski lobij namenil 20 milijonov evrov
za promocijo gradnje drugega bloka in glavnino denarja so dobili večina slovenskih medijev in, kar je pa še najbolj žalostno, vse parlamentarne politične stranke, pa tudi izven parlamentarne, so jasno podprle gradnjo drugega bloka, brez kakšne strokovne razprave, oziroma kakšnih strokovnih argumentov, in pa seveda med njimi tudi stranka Vesna, ki je pravzaprav nima nič proti gradnji drugega bloka. Tako da pravzaprav mi v Nestrankarski ljudski listi, Gibanje Zdrava družba, imamo edini jasne strokovne argumente za oziroma proti gradnji jedrskega bloka. Še bolj pa seveda imamo zelo jasna stališča do jedrske varnosti in to je najbolj pomembnejše, da obstoječi blok v Krškem tudi deluje varno za občane. O tem bomo tudi v nadaljevanju. Jaz bi prosil magistra Gregorja Kosa, da bi dejansko podal tudi stališča. Mi smo namreč tako Zveza ekoloških gibanj, katere sem predsednik, in pa tudi njegovo društvo že podpisali v zadnjih 2 letih najmanj 2 skupne izjave okoli jedrske varnosti. In to je zelo pomembno, da te elemente, kot bom pozneje navedel tudi v programu našega gibanja, smo jasno zapisali v naš program, ko smo se opredelili do področja infrastrukture in pa področja varovanja okolja. O tem v nadaljevanju. Jaz bi prosil gospoda magistra Gregorja Kosa, da bi svoje stališče tudi predstavil. Hvala, Karel. Zelo kratek bom, samo 2 ključni sporočili bi navedel. Prva je, da nobena kriza, ki se dogaja v svetu, ne more biti izgovor za kakršnekoli nagle odločitve ali pa izsiljene odločitve, sploh če se pogovarjamo o nečem tako pomembnem, kot je energetska varnost, oziroma kot nam je besedno dobro naložil gospod Komat, energetska suverenost, ki je ena od temeljnih suverenosti vsakega naroda. Skratka, nobena kriza nas ne sme pripeljati v polje, da bi se mogli na hitro nekaj odločati. Bojim se, da je tudi ta kriza, ki sedaj sledila neki virusni krizi, povzročena prav zato, da se umetno izseljujejo neke hitre rešitve, ki so nepremišljene in ki bi nas pripeljale v neko fazo, ko bi mogli se samo hitro za nekaj odločati. To ni prava pot. In drugo ključno sporočilo je, da v Nestrankarski ljudski listi Gibanje Zdrava družba ne bomo uporabljali taktike, ki so jih uporabljale politične stranke, ki so bile polne ideoloških rešitev in rešitev interesnih skupin. Mi ne dajemo na mizo končnih rešitev. Za nas je ključno, da ustvarimo platformo, kjer se predstavljajo argumenti. Na vseh področjih, od zdravstva, prometa, šolstva do to, kar se danes pogovarjamo, energetike, nam v družbi najbolj manjka kakovostnih strokovnih argumentov. Šele na osnovi njih se bomo lahko odločali. Naš cilj je, da ko bomo imeli končno dovolj kakovostnih argumentov, predvsem strani neodvisne znanosti, neodvisnih strokovnjakov, ki niso del kakršnekoli interesne skupine, se bomo kot ljudstvo na referendumu lahko odločili. In do tega moramo prijeti. Hvala lepa. Hvala. Profesor dr. Leo Šešerko je dolgoletni poznavalec jedrske varnosti, kot sem že prej omenil, tudi bil prvi podpredsednik slovenske vlade in že takrat je na področju jedrske varnosti zbiral podpise, pa najbolj da pove, zakaj je zbiral podpise, zelo na kaj je opozarjal, še v času tudi Drnovška, še bolj pa seveda tudi prej gospoda Pučnika, nekako tvorca, kaj se takrat dogajalo, oziroma če bi tudi komentiral današnje poglede na energetsko politiko v Sloveniji, oziroma jedrsko opcijo. Izvolite. Ja, jaz lahko povem, da sva bila s Pučnikom tako rekoč dobra prijatelja, čeprav je on bil na desni, jaz pa na levi, ampak sva se razumela in je tudi polno podpiral moj predlog, med drugim zakona, ki sem ga pripravil za referendum za zaprtje jedrske elektrarne Krško že leta 1995.
Pod ta predlog se je podpisalo takrat 37 poslancev, po zakonu je bilo pa potrebnih 30 in bi moral biti ta zakon avtomatično v parlamentu sprejet. Drnovšek je čakal do zadnjega večera, potem je pa začel klicati poslance iz LDS-ove poslanske skupine in je na njih pritiskal in na razne načine grozil, opozarjal, vsi drugi so že podpisali, samo ti še podpiši in je dosegel, da se je zmanjšalo število na 29. Mislim, da je s tem uvedel neko ideološko situacijo v Sloveniji, ki je situacijo terorja nemškega, bi rekel, ki še danes praksa v Sloveniji in to, da tu ni dobenega novinarja, tudi to lepo dokazuje. Preprosto se bojijo. Ampak to je problem političnih strank, ki jih finančno terorizirajo s tem, da če hočejo dobiti finančno podporo jedrskega lobija, ki je bila prej omenjena, 20 milijonov evrov, potem morajo podpirati opcijo za jedrsko energijo. In to je žalostna situacija, da je Slovenija, ki je uspela priti v Evropsko unijo, v kateri večina držav članic ne je zavrnila jedrsko energijo in je samo en skrajni del izsilil ravno kar od Evropske komisije, ki je ravno tako sterorizirana, sedanja Evropska komisija, da je sprejela sklep, naj se 350 milijard nameni za gradnjo jedrskih elektrarn po Evropski uniji, čeprav je to popoln nesmisel in neumnost in skrajno škodljivo in bo kot tako tudi šlo v zgodovino. No, jaz želim samo še opozoriti na to, da je poleg političnih strank, ki so finančno sterorizirane, v glavnem tudi finančno podfinancirane in zato prisiljene, da se pustijo jedrskemu lobiju terorizirati in da v bistvu čisto brez argumentov, protiargumenti so tu jasno bili navedeni, je Matjaž Valenčič ravno kar jasno naštel, brez argumentov, samo izsiljevanje v ozadju z financiranjem. In želimo opozoriti samo na to, da ta ideološki teror sega tudi na nevladne organizacije v Sloveniji. Tudi te so zaslepljene, zato ker se bojijo, da bodo odrezane od finančnih virov, ki jih nujno rabijo, za razliko seveda od edine, ki je ta tukaj prisotna. In dobro, v nekaterih se zavedajo posamezniki, da je to nesprejemljiva opcija, ampak tu lahko en primer naštejem, ki zelo lepo kaže, kako se ta teror izvaja. In sicer je strokovni sodelavec okoljske organizacije Fokus, Tomislav Tkalec, je dal naslednjo izjavo. Ne vem, zakaj smo pri nas v Sloveniji, na tem področju zaspali, namreč na zelenem prehodu, zakaj smo še vedno pred jedrsko energijo. To kaže na nepripravljenost in neodgovornost, kaže, da odločevalci ne sledijo trendom in jih ne znajo napovedati. Dobro, to je tak način uspavanja javnega mnenja. Ljudje, večina Slovencev je proti jedrski energiji, tudi danes, ampak ne dobijo besede. Ne dobijo besede pri novinarjih, ne dobijo besede v časopisih, v medijih in ste videli, nedavno je celo Televizija Slovenije organizirala posvet, kako in zakaj vse politične stranke podpirajo jedrsko energijo. On pa pravi, ne vem, zakaj smo pri nas na področju energije zaspali. On dobro ve,
samo je rabiti na tak način, ta način izražanja rabi, da bi ne bi svoje nevladne organizacije ogrozil pred tem, da bo popolnoma finančno odrezana. To je fokus in tudi vse ostale. Zaradi tega rabi ta izhod, da se dela nevednega, v resnici pa on in tudi vsi drugi in tudi prebivalci Slovenije vejo, da je zaradi pritiska, finančnega pritiska in političnega izsiljevanja Slovenija se rine v to popolnoma nesmiselno smer. Za gradnjo jedrske elektrarne je potrebno najmanj 20 let, če bi jo danes to neumno, škodljivo in nesmiselno odločitev sprejeli. Po 20 letih bo Slovenija zamudila vse vlake v zeleni prehod, v rabo sončne energije, geotermalne energije, ki je samo druga oblika iste energije, je potrebno leto dni ali pa še manj, za to, da si ljudje postavijo na hišo sončne panele, in to je mogoče izvesti takoj. Jedrska energija je pa samo deponiranje denarja v žepe raznih izkoriščevalcev, rečemo. Zato je ta norost, ta nesmisel, javno uveljavljeno medijsko obveščanje prebivalstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Že naslov današnje novinarske konference Jedrska ali obnovljiva, oziroma energetska vizija Slovenije do leta 2050, in bi prosil Robija Majnika, kandidata v volilni enoti 1, energetskega strokovnjaka, da pogled na kje in kaj smo z energetsko vizijo Slovenije do leta 2050. Izvolite. Hvala. Jaz bi se kar navezal na mojega predhodnika in mi je dejansko zdaj par stvari več jasnih. Jaz se pač ukvarjam na področju obnovljivih virov, fokusiram na to, kar pač imamo v Sloveniji. Vsi energetski viri morajo biti tukaj, kaj to pomeni, ni transporta, ni onesnaženja, nismo odvisni, jih imamo doma. Kaj imamo doma? Obnovljive vire. Veter imamo, sonce imamo, geotermalno energijo imamo. Moram na tej priliki povedati, imam kolega, ki se več kot 10 let matra, da bi dal pač v Prekmurju eno to vrtino naredil, ne. Več vlad se je zamenjalo, vsi so mu vse obljubljali, na koncu še danes ni nič naredil. Mislim, da je to katastrofa, en tak ekološki projekt, da ga v Sloveniji ne moramo spraviti čez. Hrvati jih že imajo, vsi jih imajo, mi jih imamo. Potem je druga taka zgodba, je veter. Pravijo, ja, pri nam vetra ni. To je spet čista laž. Če pogledate te svetovne firme, ki pač imajo meritve za veter, na moji lokaciji, na višini 15 metrov je poprečna hitrost 3,2 metra na sekundo. Ko postavim merilnik za veter na 80 metrov, je pri meni 6,7 metra na sekundo boljše kot na razdrto. In če spet se povrnemo na to, bi lahko tukaj na Mengeškem polju in pri Kamniku postavili 50 velikih vetrnih elektrarn, katera ne bi nobenega motila, tako jih v Avstriji namotijo, pa po Nemčiji, tukaj ne bi nobenega motila sred polja, ne? In bi teh 10 vetrnic naredili elektriko za cele Domžale, Kamnik in Mengeš. Ampak pri nam se to ne da. Vam povem iz prve roke, ko sem pač tudi kontaktiral direktno na električna podjetja, za veter ni nobenega posluha. Izhajam pa iz moje prakse doma. Jaz sem 5 let energetsko neodvisen, imam električen avto, sončno elektrarno, in ko sem pač to hotel optimizirati in tudi narediti dobro prakso za ostale, da bodo lahko tudi ostali to koristili, prideš do zanimivih ugotovitev. Od začetka moraš pomeriti, koliko porabiš, kdaj največ porabiš, kjer so in kdaj proizvajaš kaj. Mi imamo pa doma samo en navaden števc in to ni nič, to ti ne more biti nobena osnova, da bi se ti optimalno prilagodil in naredil. In prvo je to, treba je pač narediti meritve in, ko bi lahko rekel, ta COVID kriza je bila tudi
razlog, krivda, da smo se pač zbrali 4 Kamničani, ki smo imeli dosti časa doma, smo rekli, no, da ima ta čas teh zapor, ki smo mogli biti doma, pametno izkoristiti in smo naredili sistem optimalen z meritvami in vsi izdelki so narejeni v Sloveniji, vse je slovensko. Tukaj imamo predvideno tudi hranilnik energije, naredili smo hibridni sistem, sonce je po dnevu, veter je tudi po noč. In ne vidim razloga, zakaj ne bi tisti 1 kilovat, 2 kilovata po noči, ko ni, ali pa tudi po zimi, je tudi po dnevu veter, ne? Tisti manjko električne energije, ki pač sonce po zimi ga ne da, se ga lahko vključi zraven in pridemo do 100% energetske neodvisnosti, kar je bistvo te zgodbe, ne? Smiselno je, da se energija tudi uporablja doma, tam pač sončna elektrarna in ni omrežja, ni transporta. Zdaj pa, če pač se kurimo na energetski vir les, ne, pa imamo dosti lesa, se kurimo pač na lesne sekance pelete, se pravi, glavnega električnega porabnika nimamo, ker pač to pomeni, da rabimo tudi ostale elektrike manj in jo tudi veliko lažje shranimo, ker nimamo tazga hudega porabnika za toplotno črpalko, je težko shraniti elektriko, ker je predrago. Tako da je treba v bistvu narediti tak hibridni sistem, pameten, optimalno in ponuditi vse energetske vire, ki jih imamo tukaj. In zato ne rabimo nobene jedrske energije. Tako da smiselno bi bilo res optimalno izrabiti vse energetske vire, ki jih imamo v Sloveniji. To bi mogla biti osnova za naš energetski razvoj. In mislim, da, kakor je kolega rekel, koliko jedrska elektrarna proizvede sploh elektrike, mislim, da to lahko pokrijemo za 2 termalnimi vrtinami. In mislim, da ne bo problem, ne. Kar se pa tiče električnih avtomobilov, ne, bi pa tudi prakso, ko sem šel v Italijo, ko sem pošlopil avto v eni hiši, ko sem spal, ne, tam je cel naselje, vsaka hiša imela samo eno fazo 10 amperov. V Italiji tega ne more narediti, ker nimajo energetskega sistema, imajo toliko švoh zastavljenega, da se oni tega ne more preložiti. Pri nam imamo pa energetski sistem zelo dosti močen, tako da lahko skoraj vsak doma tudi polne avto. Še bolj smiselno je pa, da tisti čas, ko si v službi, ne, da se ga takrat ne bo. Tako da vesel sem, da sem v nestrankarski ljudski listi gibanja Zdrava družba, ker to je eno pač od njihovih glavnih vodil samooskrba in to me tudi pritegnalo in se bom potrudil, da kot poslanec tudi na tem področju zagotovim, da bomo živeli zdravo, pametno. Hvala lepa. Bom pa še jaz na koncu dal kratek pogled. Namreč sem predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, nevladne okoljske organizacije, ki letos obeležuje 30 let delovanja. Smo tudi nevladna okoljska organizacija, ki ima status društva v javnem interesu po zakonu o varstvu okolja. In nevladna organizacija, ki že 30 let deluje na področju jedrske varnosti, zato imamo seveda nekaj tudi poslanstva, kar je pa pomembno, da je Zveza ekoloških gibanj ob 100 drugih društvih, zavodih ustanovila Gibanje Zdrava družba, oziroma nestrankarsko ljudsko listo Gibanje Zdrava družba. Tako da smo sestavni del in 12 000 občanov nas je podprlo v 8 volilnih enotah in smo edina nepolitična opcija, ki nastopamo na letošnjih volitvah. In moram reči, da imamo ogromno strokovnjakov znotraj gibanja na vseh področjih. Danes predstavljamo področje energetike, v prihodnje dneh bomo pa še predstavili druga področja, še z področja neionizirane sevanj, pogled na vplive sevanja na zdravje ljudi, tako pri daljnovodih, baznih antenskih postajah, Wi-Fi in 5G, vendar to je že tema za naslednjo soočenje, novinarsko konferenco. Jaz bi na kratko sam povedal, da je Zveza ekoloških gibanj Slovenije na področju jedrske varnosti prisotna, kot sem že povedal, 30 let. Bili smo dejansko tisti, ki smo bili pri iskanju lokacije
za odlagališče za srednje in nizko radioaktivne odpadke. Bili smo na vseh javnih razpravah in smo nekako stvari vodili in usmerjali tudi takratno politiko na tem področju. Seveda detalj je ogromno iz tega področja. Tu smo prisluhnili ljudem in pa tudi njihovim željam in pa zahtevam. Pač je odlagališče končalo ob nuklearki. Mi smo nekako bolj zagovarjali Brežiško Vrbino, ker dejansko bi bila lahko odlagališče za srednje in nizko radioaktivne odpadke na površju, namesto seveda ta trenutek, ko sega najmanj 50 metrov globino, je problem potresa, oziroma tudi možnosti zalitja reke Save tega odlagališča. To so že detajli. Povedal bi samo to, da smo aktivni, imamo status društva javnega interesu pri gradnji tako odlagališča za srednje in nizko radioaktivne odpadke, ki naj bi se začelo graditi čez kako leto, dve, in pa seveda pri gradnji skladišča za visoko radioaktivne odpadke, ki pa tudi smo edini nevladna organizacija, ki bedimo tudi nad samo gradnjo. Zdaj seveda imamo vložen status za podaljšanje nuklearke za 20 let, to pomeni iz leta 23 na leto 43. To umetno podaljševanje, kot je že dr. Šešerko povedal, iz 2013 se kar predstavlja, jedrske varnosti popolne ni. To vsako leto tudi smo edina nevladna organizacija, ki sodeluje v odboru za infrastrukturo in okolje, kjer razpravljamo o jedrski varnosti z svojimi argumenti. Žal se pa politika, tako leva kot desna, ne vključuje v oceno letnih poročil o jedrski varnosti. Zdaj seveda, da smo strokovni, to dokazujemo tudi z strokovnimi posveti. Najmanj 3 strokovne posvete smo imeli na to temo in pa preko 28 razgovorov, sestankov, kjer so bili predstavniki tudi iz drugih držav, predvsem Nemčije, Francije, ki imajo jedrske elektrarne, pa seveda sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, tako Avstrije, Italije, drugih bivših jugoslovanskih držav oziroma republik. Zdaj, kar bi še povedal, da je zelo pomembno, da smo dali strokovne argumente pri gradnji obeh odlagališč, tako za visoko kot nizko srednje radioaktivne odpadke, in da kar nekaj strokovnih pripomb so tudi upoštevali, če ne drugo se to pozna pri debelini oklepa pri odlagališču za visoko radioaktivne odpadke, kjer so nam pravzaprav prisluhnili. Zdaj, ker je tega veliko, ne bi šel v detajle, sem bi sam povedal to, da je za nas v gibanju Nestrankarske ljudske liste, ki smo na teh volitvah, jedrska varnost izredno pomembna, da želimo, da so ljudje v Posavju neposredno ob nuklearki tudi obveščeni o vseh problemih, ki jih spremljajo. To, da ni dovolj jodovih tablet in šele to temo odpiramo v primeru nesreče, da bi mogli biti vsi z temi jodovimi tableti oskrbljeni, pa do problemov, ko govorimo o jedrski varnosti, način, kako v primeru nesreče, kot bila Fukushimi in pa tudi Černobilu, način umika oziroma varnosti ljudi, če pride do nesreče, pa tudi vrsta drugih stvari, na katere opozarjamo, tudi samega morebitne gradnje drugega bloka, obstaja jedrska nevarnost, če pride do česarkoli, namreč v neposrednji bližini, na 5 km je vojaško letališče NATO pakta Cerklje ob Krki. Imamo istočasno v tem radiusu 5 km razvoj turizma v Posavju, Terme Čatež, imamo 2 odlagališči in v ta majhen prostor pravzaprav smo natrpali vse, kar je možno, in tako da ta jedrska varnost za nas je prisotna, vendar smatramo tudi v gibanju Zdrava družba, da je pravzaprav ni dovolj strokovno argumentirana in samo, da bomo nekaj gradili, nekaj vstavljali noter, brez argumentov, je lahko dolgoročno tudi škodljivo za neposredne krajane, občane in tako naprej. Zdaj seveda ne bi govoril o vojnih nevarnosti, tudi vojna med Rusijo in pa Ukrajino je pokazala, da so jedrski objekti zelo lahko problematični in tudi ta raketa, ki je padla v Zagrebu, je šla v smer proti Krškemu, tega težko dokazati, vendar še en par kilometrov bi nadaljevala in bi lahko zadela tudi
jedrski objekt. O tem bo še verjetno me kolega Matjaž Valenčič dopolnil. Jaz bi za zaključek povedal to, da mi smo stvari v Nestrankarski ljudski listi zapisali v svoj program. Ta program je možno dobiti na naši spletni strani www.ljudskalistka.si, oziroma tudi www.zdravadružba.si, kjer boste lahko ta program videli. Predvsem smo na področju, sledili smo resorna ministrstva, pri resornem ministrstvu za okolje in prostor smo zapisali nekaj alinej, z tega področja tudi energetike in pa varnosti okolja. Smo rekli za uvedbo prehodne presoje vplivov na okolje z vidika okoljske nosilnosti prostora. Ta je zelo aktualna tudi za Nuklearko Krško, za vzpostavitev neodvisnega nadzora vplivov industrij na zdravje in kvaliteto življenja, tudi vpliv ioniziranih sevanj, za vzpostavitev javnih regijskih inštitucij za prostorsko načrtovanje presoje vplivov na okolje. To, da se je tu načrtovalo kar vse v ta majhen prostor okoli nuklearke, je za nas nesprejemljivo. In pa seveda za razpis nacionalnega referenduma o načrtovanju gradnje druge nuklearke v Sloveniji. Mi bomo vztrajali v ljudski listi Gibanje Zdrava družba, da se mora ljudstvo odločiti na referendumu o gradnji. Ne mora biti to odločitev politikov v vladi ali pa v državnem zboru, ampak o tem morajo odločati ljudje. In tu, če ne drugače, bomo seveda tudi zbirali podpise za razpisni referendum, tako kot je Gibanje Zdrava družba, tudi bila nosilka zbiranja podpisov, kar 34 000 smo zbrali za referendum o pitni vodi in sem prepričan, da bomo tudi zbrali dovolj, koliko bi politiki se odločili, da bodo gradili drugi blok brez volje ljudstva. No in na področju infrastrukture, to področje pokriva Ministrstvo infrastrukture in prostor, smo prav tako rekli, da lahko je drugače. Vemo, da je mogoče zagotoviti potrebno energijo za prebivalstvo in energetsko varnost za samooskrbo. To je zelo pomembno področje. Za izvedbo nacionalne razprave o razvoju tehnologije, bodočega digitalizacije, tako z vidika navadnega poseganja v svobodo človeka in razvoja civilizacijsko spornega transhumanizma, za zmanjšanje porabe, izboljšanje infrastrukture ter dostopno zapiranje spornih tehnologij in zastarelih obratov. Tudi zdajšnji blok nuklearke bo treba razgraditi. O tem zelo malo se govori, niti jasno se ne ve, kam bomo dejansko spravili te objekte. No in s tem bi tudi nekako počasi zaključil ta uvod, potem bi še dal besedo kolegom. Prav tako smo zapisali v našem programu Nestrankarske ljudske liste Gibanje Zdrava družba za preučitev vpliva elektromagnetnih sevanj, električnih in hibridnih vozil in tako naprej, seveda tudi področje ioniziranih sevanj, kar je zelo pomembno. In pa vse, kar bodo še predlagali ljudje ali stroka v korist vseh ljudeh. Mi na stroko damo veliko, napram nekaterim političnim strankam, ki so stroko obšle, pa tudi žal nekaterim zelenim opcijam, ki se pojavljajo na teh volitvah. Za nas je pomembna neodvisna in korektna stroka, ki opozarja, in pa tudi seveda predlogi ljudi so izredno pomembni za naše gibanje. Pobude in predlogi so tisti, da morajo biti uveljavljeni v slovenskem prostoru in pa predvsem v parlamentu. Mi zagotavljamo, da bomo v parlamentu in da naši poslanci bodo prisluhnili ljudem, občanom pri reševanju okoljskih problemov. Zdaj pa dal še za zaključno misel, da vsak od danes prisotnih še pove zaključne misli, preden končamo z današnjo novinarsko konferenco. Mogoče Matjaž, izvoli, najprej ti. Ja, jaz bi se še podaril, da je prava pot zmanjšanje rabe energije. Ko zmanjšamo rabo energije, je prehod v nizkoogljično družbo, v razogljičenje in v varovanje okolja veliko lažji. In to vsak od nas mora zmanjšati rabo energije. To ne bojo tam eni Kitajčke ali pa črničke Kitajska. Vsak od nas mora pri sebi zmanjšati rabo energije in je izvedljivo.
brez odrekanja standarda, brez ničnega standarda, samo moramo nehati zapravljati, spremeniti bivalne navade in tudi zamenjati določeno potratno opremo. Dr. Lev Šešerko, zaključno misel. Ja, jaz bi v bistvu to, kar smo že rekli, podčrtal. Cena za potrošnike sončne energije je 4,5-krat nižja od cene elektrike iz jedrske energije, čeprav z to ceno so pokriti samo tekoči stroški delovanja jedrske elektrarne, ne odpadki, ne različne vrste odlagališč, ki so potrebne in vse ostalo. Se pravi, razumna reakcija vsakega posameznika v Sloveniji, ki je danes onemogočen, da bi si naredil z državno pomočjo ali pa vsaj z razumevanjem države lastno oskrbo s sončno energijo, to je tisto, kar mi podčrtujemo in kar bo tudi nam omogočilo, da se bo konec koncev naša vizija in ne vizija jedrskega bloka lepega dne uresničila. Hvala lepa. Robi Majnik, izvolite. Ja, jaz kot poslanec nestrankarske ljudske liste Gibanja Zdrava družba se bom zavzemal, da se bo poraba električne energije zmanjšala, tako kot je moj kolega rekel, to je osnova, to je štart. Da se bo to lahko doseglo, je pač treba zagotoviti meritve, da bo vsak posameznik res lahko spremljal in zato smo tudi mi to naredili in upam, da bodo čim več Slovencev to lahko koristilo. Druga stvar pa, ki je bistvena in se kot poslanec bom zavzemal, da bomo v Sloveniji porabljali obnovljive vire energije, to, kar imamo tukaj. Geotermalna, veter, sonce in izkoristili les za ogrevanje, lesni sekanci, paleti. Morate vedeti, da v Avstrija s subvencijami spodbuja, da čim več ljudi se ogreva na les in do leta 30, mislim, da imajo plan, da bodo to dosegali in oni so, kar se tega tiče, zmagali. Zato pozivam vse Slovence, pridružite se nam, volite nas, mi se bomo potrudili, da bo Slovenija spet nazaj čista, neonesnažena, brez jedrske energije in bomo tukaj varno živeli. Hvala. Ja, ob zaključno naše novinarske konference na temo jedrska ali obnovljiva energetska vizija Slovenije do leta 2050. Karel Lipič, kot sem že v uvodu povedal, sem vodja volilnega štaba nestrankarske ljudske liste in obenem tudi predsednik Zveze ekoloških gibanj, ki letos obeležuje 30 let delovanja, sam pa deluje na področju varstva okolja že 50 let. Nekateri me v Sloveniji zelo dobro poznajo, ker sem veliko pomagal društvom, civilnim iniciativam in tudi širše. Zdaj, tudi sam kandidiram v volilni enoti 7, to je od Maribora pa preko vse do Kozjanskega, kjer imam tudi ekološko kmetijo. Jaz bi za zaključek pozval volivce, tako neopredeljene kot tiste, ki imajo radi kvaliteto življenja, bivanja, naravo, da podprejo našo nestrankarsko ljudsko listo Gibanje Zdrava družba na volitvah. In to je dobra naložba, ker bodite prepričani, da bomo v parlamentu znali zagovarjati pravice, ustavne pravice, izvajanje okoljske in druge zakonodaje, predvsem pa bomo prisluhnili ljudem pri reševanju njihovih okoljskih in pa drugih problemov. To smo se zavezali in edini, ki nastopamo na letošnje volitvah kot nestrankarska ljudstva, nepolitična, smo zavezani, da bomo spremenili parlament in zato tudi aktivno delujemo. Podprite nas. Hvala lepa za današnjo novinarsko konferenco in lep pozdrav vsem, ki nas boste gledali na spletnih in drugih medijih. Izvoli, Matjaž, še tole zaključno misel.
In jedrski denar ne seva, to vidijo vse parlamentarne stranke in tudi mnoge neparlamentarne, nekatere direktno zagovarjajo jedrsko energijo, druge pa posredno, češ da brez jedrske energije ne gre, da pa bi morda bil potreben ljudski referendum, ampak da brez tega ne gre, gre tudi brez jedrske energije, brez tudi jedrskega denarja. Hvala. Hvala.